Kako izbrati pravo študijsko smer? Dejstvo je, da je karierno odločanje naporna naloga. Obdobje odraščanja je polno izzivov in sprememb. Odločitve so del razvoja in igrajo pomembno vlogo pri dozorevanju in neodvisnosti posameznika. Vsak si želi uspeti v življenju, naj si bo na osebnem ali poklicnem področju. Kako uspeš v življenju? Tako, da sprejmeš pravo odločitev. Kako pa sprejmeš pravo odločitev? Tako, da se zanašaš na izkušnje. Kako pa pridobivaš izkušnje? Tako, da sprejmeš tudi napačne odločitve. Pomembno je, da si pred odločitvijo o izbiri študijske smeri odgovoriš na sledeča vprašanja. Kdo sem jaz? Kakšne so moje osebnostne lastnosti? Kakšni so moji interesi? Kaj me res zanima? Kaj rad počnem? V čem sem dober? Kaj so moji potenciali in talenti? Kateri predmeti mi ležijo? Torej, razišči sebe, svoje interese, osebnostne lastnosti, potenciale, talente. Pomembni so sledeči koraki. Spoznaj samega sebe, spoznaj lastne strasti in sanje, ustvari svoj življenjski načrt. Glavna značilnost gradnje kariere naj bo osredotočenost na čustva, strast in tisto, kar te resnično veseli in zadovoljuje. In nenazadnje, tudi hobi lahko postane tvoj poklic. Pri postavljanju ciljev je pomembno, da je cilj konkreten. Cilj mora biti tudi dosegljiv, v skladu s tvojimi zmožnostmi in sposobnostmi. Za doseganje cilja je pomembna realna samoocena. Bodi iskren do sebe in oceni, ali je zastavljeni cilj z vloženim trudom zate dosegljiv. Vprašaj se, kakšno vrednost ima zastavljeni cilj zate. Saj je od tega odvisno, kolikšna bo tvoja motivacija za doseganje zastavljenega cilja. Izobraževanje je pot in ne cilj. Ko si postaviš cilj, je pomembno, da se dobro informiraš in raziščeš vse možnosti. Pridobi informacije o posamezni študijski smeri od študentov, diplomantov, profesorjev. Preglej predmetnik, katere obštudijske aktivnosti izvajajo tekom študija na posamezni študijski smeri, s katerimi boš lahko nadgrajeval svoja znanja, veščine in kompetence. Seveda obišči informativne dneve, preveri informacije na spletnih straneh, družbenih omrežjih. In če še vedno nisi dobil vseh odgovorov, vprašaj, pozanimaj se, na primer v vpisni službi, v tajništvu fakultete. Ko se odločaš, katera študijska smer je prava zate, imej v mislih, da si izbereš tako študijsko smer, pri kateri imaš občutek, da boš užival. Ko imamo jasno idejo, kaj želimo v življenju početi, nam je tudi veliko bolj jasno, zakaj sploh hodimo v šolo in kaj je dobro, da se tam naučimo. In nenazadnje, pomembno je vedeti. Če pri izbiri študija narediš napako, ni konec sveta. Pomembno je, da občutiš negativne in pozitivne posledice svojih odločitev. Nobena odločitev izbire študija ni usodna. Sistem izobraževanja v Sloveniji je dovolj odprt in omogoča prehode. In tudi neuspehi in napačne odločitve so del realnosti. Na kratko vam še predstavim, na katerih fakultetah, akademiji, študijskih programih lahko študiraš na Univerzi v Novi Gorici. Za podrobne informacije pa obišči naše stojnice. Torej, študiraš lahko na Fakulteti za humanistiko, na Akademiji umetnosti, na Fakulteti za naravoslovje, na Fakulteti za znanosti o okolju,
na Poslovno-tehniški fakulteti in na Fakulteti za vinogradništvo in vinarstvo. Fakultete in akademija se nahajajo na 3 lokacijah. Fakulteta za humanistiko in Akademija umetnosti v Novi Gorici, Fakulteta za znanosti o okolju, Poslovno-tehniška fakulteta in Fakulteta za vinogradništvo in vinarstvo v Vipavi ter Fakulteta za naravoslovje v Ajdovščini. Za več informacij obišči spletne strani posamezne fakultete ali jih kontaktiraj preko telefona ali elektronske pošte. Lahko pa tudi kontaktiraš podporne službe Univerze v Novi Gorici. Na koncu ti res želimo, da izbereš študijsko smer, ki bo tista prava zate. Srečno!